prva minuta, pa ga poknu, pa do prtlega poknu, še enkrat to ne bi prtlega. Tukaj bi mogel priti naš jingle, samo ga še nimamo. Let's go! Dober dan, dobrodošli za najboljši podcast V Sloveniji. Podcast, like, comment, share in subscribe. Danes z vami Rimaniš, dober dan, Jure, koga imamo danes na naši desni? Danes imamo na moji desni nekoga, ki ga ne bi rad srečal na ulici, jeznega. To je Jakob Ledoh! Svaka čast za povabilo, ne, v podcast. Malenkost, kaj delata, Jakob? Predstavi kaj. Pa ne vem, ba je tepe ljudi za denar. Pa ja, Mafija in to, a? Dobro. včasih je bilo obratno, veš, ko si tepo ljudi, si ti plačal, zdaj oni tebi. Lej, mi vedno začnemo s tem, da malo breakamo z našo člani škatle vprašanj. Tle notri je vprašanje od kaj je smisel življenja, do kakšno sadje bi si dal ured. Zvlečeš, kar zvlečeš. Ki si dal ven, ki si že Potegni. Ja, in ne sem dal ven. Si seksal v javnosti, če ja, kje? V Ja, ti si javnosti. velik, ti se ne moreš lik skrivati. Lej, to je bilo kar izzivno. Kakšne te garderobe v trgovinah, pa enkrat sem v enem liftu. Sem to je bilo ono, res. In kaj si stiskal vse gumbe, ali kako? Tipo sem ja. Ne, sem... Pa kaj ni to hujše, ki se vrata odpirajo? Ja, iz najnižje v najvišjo in upaš, da vmes nekdo stisne, veš, ono. Ti bi si upal to? Veš, kjer je adrenalin. V koliko liftov? Ko fight. Ja. Meni že lift mi je, še posebej tvoj lift. Ki ti dvigne uno, trebuh. Ne, samo ki je, mi je strašno, mi je to, samo ki si v bistvu enem jarku, v eni majhni konzervi, ki je tako 100 metrov pod tabo, 200 metrov, ni blok njegov. Ja, in da se uno odtrže dol in njegov je tak mičkan lift, veš? Veš, ko je slep lift? Modern Ne, ni lift. Po mojem, on gleda preveč teh filmov, veš. Ne, ker jaz recimo v Ljubljani, ko gremo v pisarno, je lift uno velik, veš, se počutiš varno, njegov je polno, veš, oni blok je že tako meni malo Ja, škatlica. sketch, ja. Kaj zdaj kažeš, tvoj lift? Ja, lej, ti pokažem en lift, sem naredil fit check, imamo nove obleke svoje, moramo spromovirati, to je moj lift. Pač ja, lift, Kaži. hud lift. Ja, tle je maleko imičke, to so gledala, razumeš? Pač hud lift. Štekam. Sem mislil, da on je res star, sovjetska zveza. Ne, pač Ki modern zapreš lift. Sam veš kaj, tu mi smo veliki in je malo bolj, se počutiš, Ja, ja. da je manj prostora. Klaustrofobičen. Ja, Ti po 4 ti lahko greste not. Ok, ne gremo 4 minutri, ne zato, ki ne bi pasali, ima ki jaz ne bi šel. Dobro, gospod Jakob, kaj ti delaš, predstavi? Ja, jaz se zadnje čase ful bolj resno ukvarjam z MMA-jem. Lik sem podpisal eno dobro pogodbo, letos mi je steklo, tako da smo šli v tujino, sem se prebil končno. Smeš povedati kaj več? Ja, itek, zdaj sem letos v PFL evropskem turnirju, ki je v bistvu že poteka. Marca sem zmagal prvo borbo. Opa. Koga si nabil? V Newcastlu. Koga sem bil? Tega Italijana. Kako je že? Sem že pozabil ime. Pozabil, ja, si ga izbrisal, Pomembni so te, ki jih še bom. ki še bojo, ja. V glavnem in čakajo me še 2 fajta, torej polfinale, finale. 30. september v Parizu in 8. december v Dublinu. Ok, lepo. Tako da nagrade so dobre in res prvič, da sem tako res maksimalno fokusiran v to. In se ful veselim, no, ker čutim, da bo to leto ena taka prelomnica za me. Koliko si star ti, če ne? 26 let, 96. Fuck, to je to, To pravim. je to, veš da imam RD. Znači 30. september v Parizu fight zvečer, o polnoči rojstni dan. Samo, hopa, To bo akcija. O, najjače Jakob. darilo. Jaz sem 26. september, tako da Res? Čekaj, kaj ste Giro, po horoskopu september? tehnica. Ja. Ti, lej, treba da zmagaš, ne? Zmagam. Treba da zmagaš. Ne, ko me čakam, zdaj čakam ta žreb, da dobim nasprotnika. Imam 3 opcije, ampak tako, med vsemi tremi se res, smo jih že malo preučili, res imam feeling, da realno, da sem lahko pač v vseh segmentih boljših, tako da ko me čakam. Kako pa ti izberejo borca zate? Mislim, kako veš, koliko jakega dobiš, ali pa kako ti... V bistvu je bolj, se gre po teh organizacijah, torej kot je, ne vem, košarka pa NBA, imaš tukaj MMA šport, pa pol imaš te manjše organizacije. In ti v bistvu se moraš nekako dokazati, moraš biti zanimiv in publiki in tem promotorjem, da te izberejo in... Da greš v boljšo, bolj plačano... Tako je. Kaj to zdaj ta tvoja taka entry ali je že resna? Ta je že top
4 v bistvu, Top 4. ampak ta je najhitreje raztoča organizacija. Je ameriška organizacija in letos so prvič organizirali evropski turnir. Lepo. Tako da zdaj sem padel v ta turnir in v bistvu kaj je pomembno, da imaš ti dober skor, to pomeni čim več zmag, čim manj porazov. Ja, bi rekli, ne? Ja, in drugo je, Kill da si that ti weight, atraktiven borec, ne da se tam objemaš, veš, Da lomiš, ne? da lomiš, da čistiš ono. Mislim, kako si lahko čim bolj zanimiv? Kaj je zanimivo, da ti priješ, mu daš eno šako, pade po tleh? To je zanimivo, ja, torej hitri zaključki. Okay. Ponavadi se bolj gleda stand-up, torej udarci, borba na nogah, kot neko objemanje valjenje. Pač sicer je to ful težji segment, ampak za lajke, ki to ne poznajo, je pač valjda najboljše, da enega odklopiš in je to. Mislim, ja, ne, ki jaz študiram pač Conor McGregor, on je bil zabaven v ringu in pred ringom in povsod. On je bil showman, on je v bistvu MMA dal tako na mapo. Malo, ja. In koliko moraš vi biti zdaj tako showmani v ringu in to? Kaj pomeni zdaj, da si zabaven? Tako pač da entertainaš, da te imajo radi. To moraš biti človek za to, če tle ful folk je že probalo, lahko si ti lajaš vse, ono se kurčiš, pol pa priješ tam, pa te oni ugasne in to je to, kar si naredil. Imaš ti kakšne trike? Kaj je tvoj... Pa ne, jaz sem bolj raje sem tiho in naredim svoje. Tihi ubijalec. Ja, tiha voda. Ampak res respektam vsakega pač nasprotnika, nikoli nič osebno, nikoli čustveno, pač če se bo kdo spuščal na neke te prozivanja, bi ga to, se bomo vklopili nazaj, ampak... Kaj vi ste kolegi, ste mi tipi? Vem, tako se poznate? Veš kaj, mi pridemo naprimer pred 4 dni pred borbo v hotel, karkoli in imamo tam v bistvu vsa ta media day, vaganja in to. In pač se srečuješ valjda s temi z nasprotniki, se spoznaš, vsi so itak v redu, športniki, profesionalci, nič osebnega, po fajtu se tu kaj spije skupaj, če ni neki hujši poškodb. Tako smešno, ne vem, košarka. Grem jaz proti tebi, ti me nabiješ, ampak, cool, ste zmagali. Ja. Pač, tle si ga polomil, tle si ga nokautiral in pol greste na drink, ali kaj? Pol še po fajtu, veš, v dobro si me zadev, veš, pol sem gledal posnetek, ki mu ni bilo nič jasno. Zanimivo je videti, kakšen respekt imajo vsi med sobom. Ja. Pač sploh ni nič na osebni ravni, pač šport je šport, je pa ta razlika, da jih lahko ujameš malo. Čeprav se mi zdi, da tle ful šteje ta psiha, ne? Če tako pogledaš. Jaz se spomnim, sem gledal oni fight, ko je bil Mike Tyson proti ne vem komu, ko je Mike Tyson bil v slačilnici in je razbijal steno, ne vem kaj je delal, ki je treniral. In ko je prišel Mike Tyson ven, je bil cel moker, je prije ven do ringa in on je bil samo... Pač deluje ta psiha, pač to te uniči in ga je samo zlomo direkt. Pač je v bistvu mind game, full je mind game. Sam si misliš, da imaš Mike Tysona nasproti in tam ti lomi steno zraven. Hvala, se predamo. Tako oni film, veš, kickboxer, ki oni tong po v steno isto. Še malo z nogo stari, fuck. Imaš ti kakšne take mentalne trike? Pa v bistvu jaz se bolj posvečam svoji glavi in sebi, da v bistvu ti rabiš, vsak, ki gre not, ga je strah. Štekaš vsak. Ampak strah ti je lahko top. Pač strah ti izostri vse, čute strah, ampak ga moraš pač znati prav usmiriti. Lahko te pa poje in ne boš pokazal nič. Ne? Tipo, ne vem, jih grdo gledaš ali kaj, ali kako malo intimidataš. To imamo, naprimer, že na vaganju. Mi všeč ta stare down. Sem da vidim, na čemu smo, veš, ful jih je takih, da jih že vidiš, da... Kako to vidiš? Kako vidiš, da glumi? Se boji? Ne, da glumi, ali je ono ful živčen, ali pa vidiš mu v očeh, ali noče biti tam, ali je prišel se step, štekaš. Oni, ki se prije step, si rečeš, okej, te je ono... Ta bo treba. Ampak pač, ko pa vidiš, da je tip malo že prestran, to ti prav da oni edge, tekaš si rečeš, komaj čakam jutri. Je bil kašen, da je tebe kaj presral? Pa ti pravim, da ti priznam, da vedno te je strah, pač strah. Čutiš valjda adrenalina, ne? Ni te strah batni, strah te folk pričakuje, da jih ne boš veš razočaral, ampak kaj ćeš? Itak pol z vsako borbo se naučiš bolj ti je udobno, in ful bolj začneš uživati, stari, ko priješ, to ti je
ne morem ti opisati tega feelinga, nikjer ga ne moreš doživeti. Kaj pa recimo kri, ne? Tako, ko prije do krvi, kaj to ti da, kaj tako... Pa evo, zdaj jaz sem imel te zaključke hitre v prvih rundah. Je bilo pač, vedno je kakšna kaplja krvi, pač to mi je top. Ampak ko si ti not, če ti odpre, ne vem, arkado, itak to sploh ne čutiš, to samo čutiš malo toplo v faci in bolj se pogledaš in ono kri, razumeš. Not adrenalin, pol stvari ne čutiš. To je res zanimivo. Ampak ni kri na kri. Koliko močno ga lahko poškoduješ? Mislim, kakšne so lahko? Biješ ga lahko. Najhujše poškodbe, ja. Pa, veš kaj je zanimivo, da je pri kakšnih drugih športih, ne vem, jaz sem iz rokometa, da je tam bilo ful več enih resnih poškodb, kot so, ne vem, kolena in tašne stvari. Ja, tle so pač bolj te udarci, veš, kakšne odprte rane ali pa ne vem, jaz sem imel pretresi, kaj tudi verjetno, ja, pretres možganov, to je pač glava itak, največ trpi. Ampak kaj jaz sem imel bolj, ne vem, zlomljen nos, arkada, počene bobniče, tako. Kako pa zgleda počen bobnič, ko ste zaceli samo? Ja, ful, v bistvu prvič sem šel k zdravniku in pravi, lej, ne si pihat nosu, kao, mej suho uho in to je to, sem rekel. In zato sem tle čakal 3 ure, stari, da bi to povešal, kaj. Kaj ti zjebalo tudi kerovno teže to z časom? Ne, ampak je pa fora, da jaz sem si v četrtek enkrat, par let nazaj že na sparingih sem si počel bobnič. Takrat še nisem vedel. To je v bistvu, ko dobiš bombo v uho in je tlak, ne? Na uho in še ono mokre rokavice in ti naredi vakum. In to ti pravno, ti piska v ušesu. Ko si tako probaš pihniti nos, si pihaš zrak čez uho. Pravno štekaš. In drugi dan zjutraj, jaz sem bil takrat še na difu, delal faks. In zjutraj se spomnim od 7 do 9 plavanje na šoli. In pravi, pejte v vodo, par dolžin se grejem. Kaj ti teklo vse vodo skozi usta in še se notri? In jaz neki sem imel feeling celo noč, kot da imaš zaprto uho, kot da imaš vato. In samo sem se fuknil v vodo in jaz ne morem, neki mi ni cool. In takrat sem imel prvič počem bobnič, takrat sem šel po zdravniku. In kaj, bobnice sam zaceli? Ja, sam se zaceli, ti pravim, razen voda se zna zakomplicirati in dobiš pa vnetje. Vnetje je lahko, ja. In če se prenese ta na srednje uho, pol pa imaš ravnoteže. Problem, ne. Jaz mislim, da bobnic se ne popravi, ampak je v bistvu... V bistvu je samo raptura membrane bobniča, se zlepi skupaj in se sam zaceli, veš? Ful zanimivo. Ja. Tu jaz nisem vedel polno. Ma nisi slišal na uho, verjetno, ne? Ja, slišiš, kot da imaš neki... Če je počeno. Se ne vem, kako. Jaz to ne razumem. Kaj pa malo zadušen zvok. Ja, kot da imaš eno vato, evo, tako, neki da ti ne paše. Mogoče verjetno slišiš še vedno čez to uho. Ja, ma ne, sem prav tako. A si prav? Ja, ma še vedno, veš, po mojem ne moreš. Ja, ne vem. Lih izklopi, da slišiš čez to, ne? Kaj sem? Gdje si začel, če ne ti to vse, ta MMA? Jaz sem v bistvu do 2014 igral rokomet in tam sem šel med sezono. Ni mi bilo več ta rokomet za igrati prvo skupinski šport. In pol vidiš, takrat sem jaz ful bil ambiciozen, neki bi naredil in vidiš pol ekipe, tako ful resno, pol ekipe se malo zajebava, odvisen si od volka, tako pol je še razpad do Cimos Koper, se je ustanovil nov klub. In ni čov, jaz takrat še sem bil v teh najjačih letih, ki mi je tak... In potem sem šel z enim frendom med sezono v bistvu na trening MMA, tle MMA Koper. Začeli čisto tako iz jebance in pol vedno bolj preraslo in potem sem šel na faks v Ljubljano. Sem vedel, kam hočem iti, kdo so pač najjači klubi, ljudje, trenerji. In pol je to začelo vedno bolj resno in zraven delal faks, malo delal, treniral in evo. Mislim, kako prideš iz treniram v Kopru na tak evropski level? Ja, ful težko, zato ker je pri nas tako še vedno smo ful majhni in imamo tudi ful klubov, ki se ne povezujejo toliko, kot bi se mogli. In moraš ful sam garati in si delati te mini cilje in se počasi začneti odpirati. Pač dosti krat tu ne vidiš, veš, tako. Luči na koncu, ni šans, si rečeš pa kako, ni šans. In ti pravim, moraš, in pol greš malo po malo, pol sem se boril na VFC-ju, pol so imeli VFC Brave event, so me videli iz Brejva, to so eni iz Bahrajna,
ki imajo organizacijo, pol so me povabili, sem se boril v Beogradu za njih, sem prišel čisto kot en underdog, tam noben ni nič pričakoval. Čakaj, kaj to je to, ki si mi pokazal? Ja, to, kar si mi pokazal. To je bil fight, prva minuta, pa ga poknul, pa do pletlega poknul, še enkrat to ne bi pletlega. Samo kaj te ne štekajo nič, kako se ne obranijo te prve, ali kaj? Ful je to, se hitro zgodijo. Pač na tem posledku on je lik štartal s prvo, jaz sem ga pač presekal v zadnjo. In Torej z desno si mu odmaknil? Ja, lights out. No, vprašaj ga zdaj, zakaj? A vidiš, no evo, mi smo bili na treningu. Ono, ki ima tako roko spredaj. Ja, in meni ni jasno, zakaj z desno ga omakneš. Kaj ni boljše z levo ga omakneš in pol ga z desno? Z levo in pol da ga z desno. Ja. Imaš obe opcije. Veš kaj je edina fora? Da če ti umaknem z desno, Ja, jaz ti zdaj to umaknem s to. če ti umaknem z levo, Ok. sem tle odkrit za tvoje desno. Ja. Edino to. Vidiš, da je tle pojasnilo dobiš, ne? Ok. Ti bom pol pokazal. Še praksa. Sam ti veš dejansko za vsak udarec, pol kje si ti vulnerable, kje je tvoja šibka točka. Boks je samo en segment MMA, ampak mi je ful všeč. Boks je pravno taktika in itak. Pač. Vse zato, jaz sem šel en easy sparring, res easy. In je bilo hudo vedeti po enem mestu, ki samo še do boksaš in v vrečo, kako vidiš, da ti gruntaš njega, on grunta tebe in pol, ne vem, full satisfying feeling, ko mu ti vrš eno in veš, da bo šel spodaj in pol sem ga ujel za prkatom in je tako, kje tehnika, sama tehnika. Ful je ono, kako moraš predvideti, kako se sploh folk premika razmišljanje, vse pač reagirati sploh. Itak ne boš ti v sparingu razmišljal, zdaj bom jaz to komunikacijo. Ja. Sam ti razmišljaš to malo, ne? Ali imaš že inštaliran ta software? Pač imaš itak, če se boriš, imaš analize borcev in veš, kaj bolj pogosto meče, kire udarce, pa si malo tako bolj pričakuješ. Ampak pol v sparingu, naprimer, če greš prva, druga runda, bereš lahko človeka, pol tretja, četrta, že v bistvu si v njegovi igri, v bistvu ti narekuješ tempo. Jaz vem, kaj je fora, zakaj on dela nokaute. Veš zakaj? Zato, ker ga ne morejo preučiti. Ker jih prej nokautira, prej ga lahko preučijo. Zato, ker nimajo na čemu se učiti. Ja, nimajo materijala, razumeš? Lih začne in cek. To je res ful dobro, lahko se zavaš, ampak to mi je ful dobra podlaga zdaj za ta naslednja dva fajta, zato ker nimajo najboljše mi je ono tako, ko folk itek zdaj on misli, ta je zajeban boks, zdaj ga mu ruša, ono po tleh pridiš še slabše ti bo stari, razumeš? Ja, samo tale, recimo, ko gledaš onega Joe Rogana, on tudi komentira, in ko on šteka vsak move, ki delajo po tleh, ne, ko, ne vem. Samo on je high level jiu-jitsu. Ja, jiu-jitsu, ja. Znaš ti jiu-jitsu? Ja, pač trenira se. Ja, vse treba znati. Zdaj sem, purple belt, torej imaš... Purple si že? Ja, imaš brown in black. Ampak tako, treniram nogi, torej brez kimone, ker mi je kimona, pač to je še en dodaten šport. Pač full se dela na temu, trenira se, to je tak... Polovica MMA je pač ground in wrestling in vse, ko se dva primeta skupaj in boks ne obstaja več. Samo, recimo, če je nek bolj, ti si verjetno boljši na nogah, ne? Kot na tleh. Ja, v bistvu v zadnje čase, v bistvu imam cel ta en stil tako, full pritiska in ta nevaren boks, distanca. Se pa tudi počutim udobno, če me on gre ruši, imam dober takedown defense, oziroma tu jaz. Če en borec, tako stand-up borec čisti, se ne bom neki zajebaval pač z njim gor, ga bom zrušil in bom po tleh pač. A ja? Ja. A ti, če je on bolj stand-up, ga ti pol rušiš? Ja, lej, pač v borbi vedno narediš tako taktično, da prejmeš čim manj škode in da čim prej zaključiš. Pač cilj na koncu dneva. To je to. In če si to dosegel, si zmagal. Pač na treningu itak pa se lahko pač pušaš tam, kjer si tako slabši, oziroma kjer je on boljši. No? Ja, samo kaj je boljše se recimo naučiti biti boljši stoječi borec ali biti boljši na tleh? Veš, da se eno res nadrkaš. Veš, da v prvih teh UFC-ih, oziroma v zgodnji fazi tega športa so v bistvu prevladovali samo grappling. Torej, ker je verjetno
Ja, pač tam smo, veš kaj so, prve borbe, eden je imel boks rokavico, drugo roko, pa ni, tašni so prihajali. Polen je prišel v kimoni, drugi prišel na debel, 150 kg. In tako, vedno je pač ta Gracie, so prevladovali, pač jiu-jitsu prevladoval, zato ker čim so oni se objeli, je bilo to. To fuk na pleh in si pleh. Ja, imaš kontrolo. Pač folk misli, da ko enkrat padeš človekom na tla, da je to easy, ne vem, se neki hrvat. Pač, če ne veš in če je oni... En napačen gib, ne, te tip zakači, ti zlomi roko, ti rear naked choke. Ja, ampak če oni trenirajo vsaj ene par mesecev, ti ne boš mogel nič, ne boš mogel mrditi, razumeš, pač zanimivo je tako. Kaj tebi najbolj všeč od vseh teh? Pa boks. Boks? Ja, v bistvu mi je najlepše všeč. Pač najboljše mi je tako kotirati ljudi. Ja. Kakšen ti je občutek to? Bolan, pač res bolan. To je itak toliko mesecev odrekanja in kot se ti počasi stopnjuje, pa za njega moram skušati, če 10 kil si rečem, zdaj da zagubim, ma ni šans, da sem za džabe jedu solato, stari. Kakšne imaš priprave na borbo? Priprave so nekje glavni del 6-7 tednov prej, pač 2 treninga na dan, 11 treningov na teden. Koliko časa je en trening? Ma uro pa pol, samo so tako, eni so lažje, tako, eni so urco, eni so 2 urce, tako, uro pa pol poprečno. Ampak je pa vsega, tehnike, sparingov razdeljeno na boks, jiu-jitsu, rokoborba, MMA, pol pa strength in conditioning, pač imaš posebej. In pač hell, veš, zdaj imam še 2 tedna tako bolj na easy, pol pa se počasi začne in 1. augusta štartamo 2 meseca prej. Kaj pa tebi kardio, ki si tako gorila? Pa ti povem iskreno, da ko sem v pripravah za borbo, imam brutalen kardio, pač spreman sem za 5 rund. Samo pač... 5 rund, to je 15 minut. Ne, koliko je? Po koliko greš runde? Pač runda je 5 minut, če 5 minut je 25 minut, to je full. Ampak že 3x5 je brutalno. Vse veš na boksu. Ja, se za to. Minuta. Pač fight. Ja, da se lemaš, ne? Ja. Full moraš biti kondicijsko spreman, tako. Dobro, kaj največ delam za kondicijo, pač je da tečem, pa kolo si prav kdaj. Ono, ki piha. Ja, ono, ki piha, ono na ventilator. Čak, ima kolebnico, tudi cepaš? Ja, samo to ti je v spanju. Jaz kolebnice, veš kaj še ne štekam? Kaj? Unega, kako eno nogo naprej, drugo nogo naprej. Včeraj sem to pogruntal. Jaz tega ne štekam. Lagano. Jaz tega ne štekam. Skočiš, Ne štekam, jaz Se tega moraš ne štekam. pripraviti na eno, da drugo že daš dol. In čim se zaštartaš, gre. Jaz sem se to ubijal en mesec, nisem uspel. Včeraj mi je uspel pogruntati, največ feeling. To mu pokazati. To je jako. Koliko je to kolegnico, pa cepaš komota? Na to imamo v bistvu za ogrevanje, Ja, razumeš, za vsako box trening ogrevanje imaš, ne vem, 15 minut kolebnice, pol naprej. Jaz nisem mogel verjeti, ko tle spetiš. V life-u, v nobenem kolebnica sportu se nisi je- toliko spotil, Ampak ko bolj, pri ko ne boksu. drkaš, pač sploh ni neki kardio, je bolj Ja, ej, odbijaš se, stari, iz tetiv štekaš. Ja, jaz nisem še naštudiral te kolebnice, iskreno. Dobro, mi smo malo težji, veš. Jaz sem malo lesen, pač priznam. Sem visok in nimam koordinacije dobro. Veš kaj, te forice sem jaz hotel pogruntati, da ti je malo bolj zabavno, ker pa zdaj tam ni Ja. 6 minut samo skačeš, pa da neki drugega še Jaz sem naštudiral samo ono, da skočiš in 2-krat kolebnico. no. Samo to, da tle A sem... ono? Ne, to nisem še Ja, pa. ta je advance. Folk dela s kolebnico, svašta. Ni una Tina Mamija, ki daje gor. Bravo, ja. Ona cepa to kolebnico, sem videl, veš kaj dela, stari. Ja. Iz ene roke v drugo. Ja, ono, da spustijo tudi, veš, eno in to neki. Imaš to prav šport že nek. Oni lepše, kako prideš zjutraj v klub, zima, mrzli prsti Ja? in samo se užgeš tem po prstih, stari. Aj, Ogret. Takoj. A ti bos skačeš, ne? Ja. Ja, to je še bolj. Pač se bi se navajal patike, sam sem not vedno bos in se lahko hitro navadiš. ti kaj pa pred pripravami in to, ti tudi ne seksaš, si ga ne daš na roke in to? Pa ja, zadnji teden se zadržim, komaj, ampak se veš. Samo zadnji teden? Ja. Kje ni pravijo, da tako, ful mesto prej pač. Pa ne, veš kaj, raziskave, naprimer, če ti povem iskreno, evo, 6-5 dni
če ne svršiš Ja, v redu. ja, ti narašča testosteron. Ja, pol pa je Pol pa verjetno je- več, ja. Štekaš. Ja, Ko zmagaš winning sex in greš naprej. Ja, mu svršiš po njemu, ko ga nabiješ. Si misliš, da bi ga tako disrespektal? Oh, fuck. Ajoj, Konec karijere. za njega. Ja, za njega, ja. Ma, ko zmagaš, boš, da ne veš, stari. Ko zmagaš, se počutiš... Kaj je feeling? Dej opiši ga. Ne, feeling je brutalen. Itak ne moreš verjeti, priješ v hotel, pogledaš še enkrat fight, oziroma... Ne, ampak ko zmagaš, je toliko enega dopamina in vsega se ti sprosti, da doživiš crash. Pol je vse, si greš sam spat. Ej, pa ne greš spat, pač greš ven na silo, nosijo te stari. Ampak ful zanimivo, pol imaš 3 dni prav ta post-sindrom. Depresijo ti pa malo greš. Ja. A res? Prav Cel dopamin se ti Lez. sprosti in pol se mora spet. Pol si prav v rupi, budiš se brez smisla, kaj boš stari. Ja, ampak to je tako, 3-4 dni. Ja. Tako, Pol pa moraš nazaj novo bitka. pa ja, pol lih priješ to in pol greš lahko, ne vem, malo žurat. Kakšne imaš ti tvoj rekord? Koliko si zmage? Jaz imam profi 6-1. Dobro. Kaj pa ta ena? Le zato. 2014, Ja. oziroma 2014-2015, eno leto sem treniral MMA, tle v Kopru. In ta prvi trener me je prijavil na en turnir v Poreču, FFC Futures, in je bil amaterski turnir in jaz sem zmagal četrtfinale, zmagal polfinale in prijem v finale, to je bilo vse v enem dnevu. Fak, samo to te razbrcajo. To je, pač, Ja, sej malo ni, koma. sej ni 3 runde, niso 3 runde fajti, ampak vseeno tako naporno, veš, greš, pa spet se Ni za telo niti. adrenalin. Ja, gor dol, Bum, pizda. Ja. pač zjebete ful. In finalna borba se je štela za profi fight in to je to. Ja. Takrat pa nisem vedel, kaj pomeni skor, nisem vedel, tako tepo sem se tako, da vidim, kje sem, da Malo razumeš. turnirček. Ja, res ljubiteljsko. In takrat imam 0-1. Kaj ti je, kaj ta enka Pa lovi? takrat sem rekel, nikoli več. Prav A da ne bi tekmoval, ali da sploh? Ne, nikoli več pač zdaj bom treniral in pol, ko bom. Samo V bistvu ena ti je bo. dala motivacijo ta Ja, v enka. bistvu, pač na nek način ja. Če bi po moje zmagal tako prvo borbo in da bi bilo še tako bolj v easy, bi bilo čisto drugi pristop, drugače bi gledal. No. In nič, pol sem jaz imel vmes 3 leta pauze v bistvu od tekmovanj. Jaz sem prišel pol v Ljubljano in sem videl, da mi še ful manjka. Ne? In sem spadil v treninge s temi živalmi, takrat so bili Bor Bratoš, Uroš Jurešič in tej. Če meni, ta Želva. Uroš, jaz sem spomnil, ko sem šel na Bali, kaj je Luka Zakrajšek? Podkrajšek. Ja. Jaz grem na Bali in koga srečam na letališču v Turčiji, njega. Tega Koga? Luka Zakrajška. Podkrajšek. Podkrajška, Ja. ja. In jaz sem z njim, kaj ti, me tak, če ni po moje boksu 2 leti, je že takrat v UFC treniral. Misliš, že MMA? MMA, ja, Pizda, mislim, da je. Ker res ga vidim neka mrcina in smo se tako spoznali. Samo smo se, on je lud, veš kaj. Ja, ne? Ki je šel lih na Tajsko takrat, spomnim. Ja. Pizda, fuck, imaš dobro zgodbo. Zdaj, ta ena je z razlogom tam. Ta je, kot da je rabla, lej. In ni tako, ko pogledaš te statistiko, vidiš 2014, zakaj, sploh ja. ni samo zaključki prvi rundi in samo win. Pač top. Se navadiš, če ne tako, je vedno ta hype zmage, zdaj imaš še zmag, ne? Ja. Ti je kdaj ok, sem naredil, gremo domov, vedno je ta hype. Meni je cilj Temine. meni je cilj samo pobrati čim več para in drugo me ne zanima. Pare so ti zdaj Valjda. glavni cilji nokauti. Pač glavni cilj, tako. Itak imam rad šport. Najhujše je, če greš nekaj delati zaradi denarja, boš hitro odpadel. Pač prvo moraš delati nekaj, kar imaš rad, ker ko je res jebeno, boš šel čez, zato ker imaš rad. Če pa delaš nekaj tako, da imaš neko zunanjo motivacijo, naprimer denar ali pa ne vem, prepoznavnost, ko bi da me noben ne pozna in da dobivam full denarja in da se tepem. To bi mi bilo najboljši scenarij. Res. In koliko let misliš še ustrajati temu? Pa v bistvu v MMA-ju si tako, v primu tako 31, 32, 33, naprimer v moji kategoriji je bil še do nedavnega prvak star 41 let. Ja.
Ampak ne mislim do takrat to delati. Ja. Ma ne vprašam, ki si rekel pametno, ki to je pač navaden šport pis, da toliko darcev v glavo, del vzame denar in beži ven. Točno to, ja. Meni najboljše, da se zgradiš kot neko ime in pol na koncu bi kar te money fighte delal s temi. Ja, da bi se... Pauli in temi. V bistvu Jake Paul je isto podpisan za isto organizacijo kot jaz. To bi bil dober fight. To bi bilo bolano. Ja. Ne, letos mi je cilj osvojiti ta turnir evropski. Pol se avtomatsko mi... Kakšnih denarjev govorimo? Da zmagaš evropski, kaj je to, milijon evrov? Ne, 100,000 dolarjev je letos. Ja. Imaš tudi... Plus na vsak fight imaš te honorarje itak, ampak 100,000 je še glavna nagrada. To je čist... Kaj pa, oprosti, drugi, tretji dobijo tudi kaj? Ti pravim, da na vsak fight Batine. dobiš, ne vem... Ja, vem, ki so te honorari, Na vsak fight imaš neko vsoto, plus če zmagaš. Ja. Okay. Zadnji fight mislim, da v vsakem primeru dobiš 10 jurjev, pač tako. Sam za 10 jurjev. Ma ni... Bruka, ki te nalomiš tam na koncu in dobiš 10 jurjev. Ne, te nalomi in dobiš 10 jurjev, ko te nalomi nič. Na, pejdi na dopust, kao. Izdarija, ja, za 10 jurjev, ja. Sej. Samo tu je verjetno dobiš na koncu 6 jurjev, 5 jurjev ti ostane, ne? Po davkih. Ta scena. Lej, ti moraš se čim bolj iztržiti in da si pač zanimiv športnik, pač da si zanimiv sponzorjem in da se pač spromoviraš na tak način in izkoristiš čim več ta hype. In mene bolj zanima naslednji turnir, drugo leto, ki je glavna nagrada milijon. Evo, počelo? Ja, to me zanima. Zmagaš turnir, kaj je prva stvar, ki kupiš? Ne. Prvo bi šel na en dolg dopust. Okay. Ja, pol bi pa že. Škaj bi jaz fiks pač bi uložil v nepremičnine neki ali... Enega Porsche. GT3. RS. Ne bi škodilo, ne. Ne, to bomo razmišljali pol, lej. Koliko bo denar? Zdaj mi je samo enega po enega, areno po areno. Pa dobro, že 100 evo, lahko daš v eno majhno stanovanje. Ne bom v stanovanjih, ampak ja, da imaš neko sigurnost. Ja, to je že lepo cifra. Ja, samo za 100 tipo ne kupiš stanovanje tle na obali, ne? Ma kašno niš. Ne, ampak veš, imaš eno rezervo, ki te čaka. Ja, 100 je v redu. 100 je v redu. To investiraš. Ja. Točno to. Tako da, leto še sponzori počasi, da se to začne premikati. Kaj imaš za sponzori zdaj? V bistvu, kaj imam zdaj? MyProtein. Smo se tu izmenili malo še ekstra širše. Ja. Pol, zdaj sem v dogovoru s temi Sportvision. In pol imam še ne tako mini, ki mi pomagajo, ne vem, oprema, hrana, masaže, terapije. Tako, ful je jebeno, ker na tej poti sam ne boš naredil pač nič, ne moreš sam. Vse ko je povsod. Ja. Moraš poznati folk, moraš imeti veze, moraš... Ekipa, kaj? Ja. Zraven hard worka in vsega mora biti zdravje, ti mora služiti, pač moraš imeti srečo, da se ti poklopi vse. Jaz na srečo sem bil v Beogradu takrat, ko sem Unified. Takrat so me opazili te eni ljudje in ta en, v bistvu, ki je zdaj moj menedžer, je delal za to organizacijo Brave in jaz sem takrat v bistvu bi se mogel boriti za VFC in pol mi kar piše on na WhatsApp, bi se boril na PFL evropski turnir. In tako sem v bistvu prišel na štekaš. Pa se so te videli, kaj je ono, da ti pa tam ubiješ v prvi rundi? Ja, pravi ono, si se mi zdel ful v redu, itak spreman in jaz na kosilu s tem in pravi, imaš kakšne borce do 93, on na Baliju živi in bil s tem, ki je matchmaker, ki v bistvu išče borbe za PFL in ona se pogovarjala kao in pravi, ne vem, kako sem se spomnil na te, pa to je bilo čez 2 leti po koroni. Se rekel, jaz tu ne vem, ampak svaka ti čast, da si se spomnil. No. Jaz sem tu. Kaj pa prehrana? Koliko se paziš? Ne dosti, veš. Toliko treniram, da jem res ful. Kaj ješ? Da čeprav vidim po storijih, kaj ješ neki, sem videl. Ampak veš, da mi ful tudi pa še tako jest, v bistvu zdravo. Pač, ne vem. Zjutraj mi je najjače, da bi jedel jajca, toste, neke te, veš, branče, to bi jedel vedno. Pol kosilo, ne vem, meso, neki hidrati, riž, pašta, kromp, veš, ne vem. Klasika. Samo, kaj ni ful zanimivo pri hrani, da kar naenkrat, ko si delaš za jesti, je vse isto. Ali fakt za kosilo ješ neko jebeno meso in ješ neko glikov hidrat. In to je to.
In ni sploh. Ja, Ja, ni. Brez imaš veze tam je. tri Ja. makrohranila Ja, in to je to. vrtiš, stari. In ti dopizdi, jaz sem cepal onega piščanca z rižem in pol sem odkril tisoč kari, načinov. sem dal še kari gor, razumeš, sem si naredil kari in pol to sem 3 dni zapored sem jedel isto, sem si naredil 3-krat. Zdrav rumeno, stari. Ti je dober kari? Jaz ne vem, če sem enkrat, če sem ga Ja, mogel. smo ful, ti si prav, da je. Ja, valjda. Ni dobro. Hud je. Ko svinja. Ja. Moraš Dobro, vedeti, svinja. Ja, ful je dobro. Jem tipo vse, kar rabi telo, pol pa, ne vem, čez vržem še sladko, ni da ni. Ma se, ko treniraš 2-krat na dan po Saj veš, 1 uro pa pol. Ti si isto, Ne. ješ isto ful. Ma jaz jem dosti, samo ja, treniram pa enkrat na dan, ne. Ja, ma dobro, Ja. treniraš. A zdaj, ko je vroče, pa mi tako, ne paše mi neki ful jesti. Jaz se malo prisilim. Ako pizda, pojem. ja. Ne vem, jaz pojem večerjo in politek druženje ovo ono in še ena večerja spade, veš. No. Ja. Imaš kuharja ali kaj, ali si sam to? Ej, nimam sploh, v bistvu doma sploh ne jem, ker nimam časa in jem samo zunaj. In imam neki sponzorirano, neki tako, valjda ne bi jedel vsak dan ono, ki ti dojadi. In imam še v bistvu, če ste slišali za te Perfect Mealse. Ja. Dobiš Ja. domov, ne, verjetno. V bistvu ta, ki ima Perfect Meals, je moj ful dober friend, še ga treniram. Je šel davtnega, da je malo tle. Neki, da. Ja, da ga. Bom Ja, ok. član, le to rok, bo šel, ko se valim. Kaj sem hotel reči, in mi ful pomaga, ja, mi sponzorira te obroke in veš kaj, nimaš časa, priješ to, daš, fukneš v mikrovalovno in greš naprej. Kaj pa imaš, ki si rekel, tle si tako, ti je lepo delati, ampak dobi denar in polit. Ja. Imaš kakšno cifro, ki ciljaš, to mi je v redu in grem. Pa ti pravim, evo, ta turnir, naslednji turnir bi osvojil in pol si tak, Si že tam. si že v bistvu ime in pol si ti lahko malo že zbiraš, kaj, kako. Pač jaz bi ono, zdaj si on zgradil ime tle v PFL-u in pač UFC, ne. UFC tudi, Ti je cilj priti tu vce? ja. Če, kaj niso prodali, niso prodal zdaj UFC. Ja. Ni bil ni Dana White je imel, ne? Kaj ni prodal Pač nekim... Niso še ni trije zadaj, ampak Ja, no. velik del so Mislim, da prodali. neko milijardo je dobil. Ja, je Ja. prodal. Pač vsak ful jih ima te deleže, kaj. Ampak še vedno je pač UFC isto Ja, funkcionira. shit, ja. Tako da ja, mi je cilj si zgraditi tu ime in že ono malo... Itak iz vsakega fajta ti moraš napredovati kot borec in če bi mi zdaj nekdo rekel, ej, pej UFC, sej šel bi, ampak najlepše je, ko se čutiš, veš, ono, Da si tam. ja, da si tam, da ja, si ja, za tam. Ja. Ker lahko bi bilo zdaj ti prehitro in bi bil kakšen res prejak, ker ne? poznam naprimer borce, ful jih je, ki naprimer Preskočijo. ne, si iščejo za nasprotnike kante in samo jih puf, na build score, pol pa ono dobivaš, veš, ponudbe UFC. Ampak priješ tam, pride on. Eni sploh ne pridejo, pač, ker globoko v sebi vejo, da... Ja. Veš, Sam ono. sebe ne moreš ti prevarati. Ne, To je lik ni fora. bližnjic, Ja, lej, ja. džabe, res. To je Tako ful da. dobro v lifeu, je to, da dejansko ne moreš golfati. Ja, Na long game ne moreš golfati. Pa si ti lahko nekomu prikažeš na Instagramu, da si jak, moraš backupati to. pa džabe, eventualno. stari, vsi filtri, če priješ ti v pol, ono, uživo. Ne punce naše. Ne, da se že bomo dvakrat spoznavali. Imaš kakšnega Dream Fighterja? Dream Fight? Uh, Koga bi? Pa v bistvu imam več tako njih vzornikov, ne vem, John Jones, Cain Velasquez, ampak od vsakega mi je neki, ne vem, pol mi je Conor, uno v primu, ta njegov uno Mindset. confidence in mindset, to mi je brutalno, ampak imaš pa stvari, ki mi ne vem, niso všeč, pol je pri Habib isto. Ne, kaj, come get your boy. Kaj je že neki rekel? I'm gonna smash you, boy. Why he tap? Don't tap, sleep. Go sleep. Go sleep, where you tap. Ja, to je kar neki, to sploh ni bil fair fight. Ja. Pač. Čeprav je bil, ja. Ne, ono, ko je Ga je bil s hotel, Floydom, ga je dobil- ko je bil s Floydom, ono ni bil fair fight, ker je tako Floyd je, ne. Le, tip Stroj. je zmagal že, ko je dobil ta fight, stari, pa kaj Pač si hud nor. fight je bil, vseeno Koliko je ga je dobil? 100 milk, ne? Ma, še neki mu je dolžen, bej, ali ne? Ja, pa Floyd je vsem dolžen. Mislim, s kom bi šel ti najraje proti? Pa zoniki mi dajo največ para.
Jackpot. Samo ti nimaš dosti niti ljudi, ki imaš čez 100 kg. To je zdaj kaj, heavyweight, ne? Ja, jaz sem v bistvu light heavy, pol težka. Jaz Light skušam. heavy. Veš, koliko moram imeti jaz na vagi en dan pred fajtom? 93 kg. 93. Ti imaš zdaj naravno 100. 105, 106. Ok, vode koliko njih? 6 kg? Ja, 6 kg vode. Samo je tako. Veš kaj je najbolj mega? Lej, zdaj sem prišel tam, v Newcastle smo bili. In ni tak eni 4 borci v moji kategoriji so prišli iz lažje kategorije in so v bistvu že en dan prej so bili na kilaži, torej so imeli 93 kg. Jaz sem v sredo sem prišel, v soboto bil fight, v petek je vaga. Torej v sredo sem imel 100,5, v petek zjutraj sem imel 93,3. Samo žile zona, ja? Ma žile nič več, stari, samo kost in koža, stari, veš, kaj se bil, ko stojalo za infuzijo, ono, nič. To si tebi samo zdelo, a še vedno je bil ono mrcina. Ne, ko jaz je bil. Ja, tako se dejansko počutiš, verjetno. Ja, grave ono, če hitro staneš, se ti zavrti. Kaj, pa se zrediš po vaganju nazaj, ne? Pa to, in to imaš to official way-in, je zjutraj tako od 9 do 11, da te oni zapišejo vse, da je uradno, a zvečer je ta ceremonijal za TV, a v bistvu ti takoj, ko rešiš to prvo, lahko začneš piti, jesti vse. Torej sem vedno infuzijo, po vagi zdaj tle je prepovedano, pač tle imaš vse, doping, infuzija, to vse. Vse infuzijo lahko dobiš samo neka hranila, normalno. No, ja, vse infuzijo, nič smeš, v glavnem ne smeš. Minerale, ne smeš, pač. In v glavnem jaz sem, pol pač piješ in to, spiješ ti po 6-7 litrov vode in ne greš, pač vode tekočine in ne greš cat. Pač, sploh se ti samo nabere. Malo ne da. In... Na face-offu. Samo kaj si daš notri, malo soli, da... Malej, hidracijske praške, glukoza, izotonike... Vsega, samo što ne. Tam si veš, ki kupiš v lekarni imunogram, ko si bolan, ti je ful, pač ima ful tega. Vse malo, spiješ to. In potem je bilo najjače zvečer, ne? Ob 6 popoldan je bila ta ceremonijal in takrat sem prišel že 101,5, a zjutraj 93. Ja, 6 kg vode. In še je požrl za 3 družine hrane. Samo jama, ko priješ tam in kaj v niti imel 93. Ki zdaj 10 kg več, stari. Tip sem ga prav vprašal, koliko je imel 96 kg. In po mojemu ni bilo dobro, ne? Ne, ni bilo dobro po mojem. Škej mega, pravno, aj pri. Ima, da se vidi po njega viš v ringu, naprije nek medved in oni nek tam 93 kg, bogi. Ne, res, to je... Tako se to pozna full 10 kg. Ampak pač je pa muka, ne? Pač, to je zdaj nekje moja naravna kilaža v bistvu, jaz sem naravno tako, ampak full folk z mojo kilažo se tepe v bistvu v heavyweightu, ne? Ja. Heavyweight pa so že, kaj, heavyweight to kje? Tam so že prasti, veš. Tipo, UFC-u je omejeno do 120 kg in tako fulih tu jih hujša na 120. Še ne znaš da se tipo on scena, ki ima 130 kg in pol prije na 120. Moram skušati na 120, pa kaj je stari? Ja, ono je samo mišica, ne? Ma ni eni sredstva zavrljeni, ne? Samo to je malo ščitite, ne? Ja, verjetno. Malo obrambice. Podkožna tolšča. Ja. Tyson Fury, ne? On ima tu, koliko ima oni kil? Ja, tu je tam nekje 115. Ma on je tu grajen res čudno, stari. Fak, ti ima postavo na vazo, stari, tu na kar neki. Samo, ko ga je oni, ko je že oni drugi, ki ga je Wilder. Wilder, ja. Wilder. Ko si kliče? Tyron. Deontay. Vem, da je Wilder. Ja, ma se spomni, ki oni je bil full na začetku, ga je full nadvladoval, ne? Ja. Pa kar naenkrat... Pak. Samo to je boks, pač... full taktike, ne, pa še heavyweighti. En udarec si spremeni. Udarec spremeni. Ja, res, pač. Če si videl manjše kategorije full udarcev, pa se zadevajo, pa ono ne pade. Ja. Tle pa en, pa ti spremeni cel. Ti ko udariš, ne? Ja. Kaj ti udariš, da pol še potegneš v njega, ali... Veš, kako je najboljši udarec, da je ono ko bič, da je tek. A to je najboljši udarec? Ja. Pač ono najhitreje, to je ono knockout power, da je res ono, da ga takoj vrneš. A ne da nadaljuješ? Ja, kaj ni? Pač... Bi rekel človek. Ne, se on ve, verjetno. Ja. Zanimivo mi je, zakaj? Da greš dovolj ono not, da mu ostaviš pred facom, ampak tako. Ja. Štekaš, da je kovni bič naredi to silo. Aha. Štekaš.
Kjer je ti najljubši? Dejansko, ja, čim pač priješ, ga umakniš, on je že, če si konektor, če si ga... Ker jaz mislim, da ful preveč poribam vrečo, ne? Ja. Tvoja vreča, fuck. Ja, ampak res je to, boš videl, ko boš začel to delati, ti bo pač ti spremeni. Matej je bil zadnjič nasproti mene. Smo šli eno na eno pač na vrečo in sem mogel biti 5 korakov stran od vreče na drugi strani, ko on delal. Pač. Je ono swing. Veš kako? Me je bila tu prelahka vreča, je bila ona za me. Ja, malo vseeno. A ni tip ima prilake vreče. Ja, res je bila lahko, veš, ko se je zibala. Ja, ne, se mora biti vreča, ono mora biti trda in Trda, čim ja, teže. ja. Ker One ogromne so, najjače. ja. Tako da ja, to in da zadevaš pač res členke, da ni ono neki tako, da ta dva zadaneš top. Jaz sem to ful videl, zdaj mi je pokazal trener, pač čim delaš prav, jaz sem preveč malo s tem. Ja. Neko, če imaš, ne vem, ramo, komovce pri rami, ga pač rukneš, kot ga moraš. Ja, Če imaš tehniko pravo... Kaj ni to overrun? To, ki si zdaj pokazal. Overhand. Overhand. To je kroše. Ja, ma kaj ni fora, da je ta, kao, da greš... To, ki greš čez. Ja, čez, to To je je overhand, ja. overhand. Ja, ma ta je dolg. To je pa navaden ta Ja. hook. Kroše. Jaz krošeja ful nisem še dobro osvojil, mi je težek udarec ful. Meni pa ful Res hud. je najtežji Težek, udarec. meni je težek. Ja, ma je pa najjači. Se mi zdi, kot da nimam ful je, moči, ja. veš, kot da nimam moči na Naprimer, krošeju. meni so mi pač najjači tako. Najboljši mi gre in to je največ direkti. Ja, ker direkt imaš ful sile, pizdarje. Ja, ampak če pogledaš kroše, bi mogel imeti več sile. Štekaš? Ja, samo ful, ja. Ma ne vem, direkt je bolj uno, veš, ne? Pač v MMA-ju so rokavice ful majhne in ful se teže pokrivaš. Pač, če bi ti dal to gor, veš, A fuck, ja. prav bi bil, kot da bi bil odkrit konstantno. In itek ne smeš se tako pokrivati, ker dobiš svoje te členke v faco in moraš imeti odprte Moraš roke. imeti na... Zato so vsi tako. Ja, valjda. Sej, ti če imaš roko pred tabo in te nekdo nabija v tvoje roke, ali isto boli, veš, kot da... Ti imaš te členke pač zunaj, ne? In Ja. še pač ne boš se Isti branil. kurac, tako, ja. Slabše Sam ti bo. sebe. Ne veš, kaj misliš, da če imaš ti kao spredaj obrambe, te nekdo nabija, ne bo bolelo, ne? Tik tako te boli. Ja, sej zato nimaš spredaj, moraš ob strani vedno. Pač Manila. tle se ful lažje pokrit kot tle po sredini, ne? Ja, to je ta, ne, obramba cak, ne? Ja, in zato pač direkti ful bolj prolazijo in vse, kar je po sredini. Kaj, meni so uppercuti hodijo, ne vem zakaj. Meni so najjači. Ne vem, ker ful sile je tam, se mi zdi. Glava in oči, ko mu zavije gor, ni lepšega. Ampak, evo, včeraj sem ti rekel, sem dobil pač body shot brez rokavice. Pač to tako bolijo body shoti. Ej, lahko ti Fuck. nekaj Liver ob shot, strani liver tudi. shot, ja. Nisi še dobil liver Ja, shota. ja. Verjamem. Se bo pogovarjali, ko boš dobil, lej, ampak verjemi, da raje me ono nakautirajo v glavo, da me s ciglo po glavi, kot da me V jetro. jetro. Ste pa danes imeli kakšne vaje in tle samo, da ste tako malo, pač to že... Ren, nočeš vedeti, stari. dobil že, si dobil? Ja, valjda. Plexus ajde, ono ti vzame sapo. Ampak to ono, puf, nekaj čutiš ono in samo tako da te zvije, kot da bi te zabodil nekdo Z nožem, a? Veš kaj, ki naredi reakcijo, jetra in se stisnejo, a ono kri ne more skozi in te ono... Ful je hudo videti v fajtih, ki to prije za tabo, sekundo, dve. Ja, sekundo, Unište dve. in kar naenkrat se In zvije. samo ga zvije, ono res. Sem videl enkrat tudi, ne, ki ga je z nogo brsen, mu je pretrgal mišico na nogi. Ja. Imaš fuljenih. Kaj pa pri MMA lahko tudi brcaš, ne? Ja, imaš... Valjda. Imaš kike, kolena, Ja. komovce, imaš rušenje na tla, parter. In kaj da ti nekdo malo nogice začne lomiti, kako se to braniš? Da te nekdo res cepa non-stop v nogo, v koleno recimo, da te... Naprimer, imaš obrambe tako na stran, pač dvigneš nogo, ampak itak, naprimer, pol začneš malo kontati, aha, ta bo delal kick in pol ga počakaš na kontro, štekaš in ko gremo kick, ga samo presekaš na desno. Imaš fuljenih counter Me sem movov, videl tipa, razumeš? ki ga je samo cepal v nogo, v koleno in ni mogel niti več hoditi. Kaj Ja. pa je dovoljeno, kam ga lahko vse, razen valjda v Veš jajcem kaj, to? ti bom povedal, kaj ni dovoljeno, ker ful več je dovoljeno. V glavnem, kar je za ušesi in hrbet, tam ne smeš udarjati. Pač udarci se obvezno morajo dotikati ušesa. Prsti v oko niso dovoljeni, tako, ne smeš se boriti tako se pa lahko. Pol imaš, ne smeš itek ščipati, grizt, itek. Tyson ni. In pol imaš še ena, kar je še pomembno pravilo, naprimer, če imaš zdaj dve nogi, pa široko, da imam 3 točke na tleh, ne smeš ti pa brcniti v glavo.
ali pa s kolenom. Štekaš, ker je on kao se ga obravnava kao da je grounded, da je že na tleh. Tu je, če naprimer jaz klečim na eni nogi, imam koleno, prste, Aha, 3 točke, ja. dotikajo tal, ne smeš ga brcati v glavo. Ampak boksneš ga pa lahko v glavo. Ja, to lahko. To je zanimivo. Ja, misliš, kaj pol ti lahko nekoga v noge tepeš? Ja, lahko, s koleni v stegna, samo not fight, itek so vsi tako spremni, da džabe to. Vzeme ti čas, pa lahko ful dobiš, ne vem. Mislim, ne tako, da stoji oba dva in ti ga v nogo pukneš, da on malo zmljahav, ne vem, če se to dela ali kaj. Težko, ker če bom jaz tle tako, bom ful tle odkrit in bom prej kaj fasal. Dobro, okay. Bo več minusov kot plusov, no. Zdaj ti gledaš, ja, vse, da si ti čim bolj pokrit. Mislim, da ti moraš čim bolj sebe zaščititi in čim več škode narediti. Ko greš enkrat poluno, ko malo daš fajt čez, se ful enih stvari ti razlagajo ali pa vidiš ja, na netu. Ja, in pol v praksi. Ko greš v fajt, vidiš, kaj je, kaj ni. Veš, nimaš tle kaj za eksperimentirati, neke ko imaš kaj pa ti po te mojstre. Kire? Uno, da se zavrtiš in da udariš za nazaj, pak. To ne delam, niti ne znam, iskreno. Uno ima največjo silo, ne? Je pa brutalno, ja. Imaš ljudi, ki so od malega, ne vem, v tekvandoju, v kickboksu in jim je to podlaga. Samo uno te zapali, pizdari. Ajoj, to te ne prepozna več noben. Kaj so res lahko tako hitri, da ga ne pričakuješ. Si vidiš, da se obrne in da skoči. Ja, ti, ko ga vidiš, to je ono, vidiš lepo, da ti prihajaš, vedno boš dobil. Ampak folk to zamaskira v neki, ne vem, gre kroše, mimo. Samo se tudi obrne in samo on te s kolenom raščinte. S kolenom. To imaš speto. Speto te. Ja, mislim, da dobiš speto v faco. Grave. To ono priješ tako malo popačen. S palcem nekdo, z bejzbolkom. Priješ popačen domov. Ja. Telefon, mama, noben te ne spozna. Se dela Face ID. Face ID, džabe. Ti kdaj ni delal Face ID, ki so tako naredili? Valda, požurke. Ne, zeba se. Lej, za na konec bi predlagal, mislim, tako imaš kakšne svete za te mlade borce, kaj narediti? Te pa si prvo v šoli? Ne, imam... Kakšna je zdaj pot? Ti si rekel, nisi videl poti, zdaj si jo malo zgradil, kako lahko komu predlagaš, da se tega loti? V bistvu, če se kdo res s tem začne ukvarjati, naj v bistvu prvo ima en plan B za sabo, da mu ni to res pač primary goal. Da imaš plan B, no? Ja, da imaš plan B, da imaš neko varnost, zato ker ful nesigurno, to je kot da greš, ne vem, loterija, res. Čekaj, prosti, tebi kaj je bil plan B? Pač jaz sem delal šolo zraven, zdaj sem... Div, ne? Ja. Dobro, nisem še magistrsko, pišem samo... No dobro, če si že na magistrski, si že daleč. Ja, dobro, to je to, kar mi je ostalo, ampak zdaj imam toliko enih stvari drugih, toliko imam dela in še karijere in to, da ni šans, ne vem, mi ne znese. To bo že enkrat. Če boš rabo je tam. Ja, če bom rabo je tle. V glavnem, da imajo plan B in da pač res delajo to, kar imajo radi, to bi jim priporočal, da v bistvu meni fight kot fight mi je dal ful enih stvari, ker me je zgradil kot osebo, pač itak naučite discipline, naučite, da ni vse udobno v lifeu, naučite, da lahko da stvari ne grejo tako, kot si zamislil, ampak da če pač posvetiš dovolj dela, časa, energije, da se vse da narediti in vse se da pač sfajtač, tekaš. Tako da mi je iz fajta sem tudi na vsa področja, ko sem jaz enkrat šel notu v kletko, kaj miš, da sem se kdaj na izpitu še sekiral, ko sem prišel, folk si treba se zapisk, sem rekel, pa se ne boš dal batir, veš. Razen, da se jaz odločim. Ja, razen, če hočeš, ti lahko pomagam. Ampak pizda, ja. Ne, ampak res je tako, pač. Si dal že hujše skozi. There are levels, ne? Tako da, ja, bi jim priporočil res, pejdi v fight, ni nujno, da boš fighter, ampak pač delaj to, lahko si, ne vem, programer, pa zraven treniraš MMA in lahko v bistvu se to dopolnjuje, naprimer, ni vse v fight karijeri. Ja, to, da se znaš braniti, po mojem mogu vsak se znati. Ja, to je ena stvar. Ja. Pač, naprimer, pravi kako bi se počutil, da priješ v sobo, ful enih neznanih ljudi, a bi se isto počutil, da bi ti vzeli vso znanje borilnih veščin in da bi šel not. Kako bi se počutil?
ni isto, razumeš? Vseeno imaš neko Samozavest drugo samozavest. imaš, ja. Sej ne boš kaj že better be a gardener. Ja, pizda, veš, da ne vem. Kaj že A ja, veš, da vseeno, boljše biti pripravljen, kot Ja. da greš nepripravljen nekam. Ne? točno to, ja. V tem smislu. In ja, res je tako, pač se čisto drugače, ne vem. Ja. Ker si imel kdaj tudi uho, da bi imel razbito. Veš, da si ti na Veš, da to je cauliflower ear. cauliflower ear. Ja, To imaš v bistvu, ta koža ti odstopi od hrustanca in vmes se zapolni ta... Si imel to? Ne, veš, da nimam. To, ko enkrat imaš. Ful je odvisno tudi tako od stila, pač to pride od, da sploh povem, to pride od hrvanja, torej, ko z glavo potiskaš, oziroma... Ko se greplajo. Greplajo, ja. Greplajo, ja. V bistvu, takrat to ni od udarcev, kot folk misli. Aha, drsanja, ja. Ja, in to v bistvu konstanten pritisk na uho in se ti naredi to... Neka tekočina, ne, se nabere prvo in Ja, ono in ziglo, ne, da jo Ja, ven in če ne sprazneš, se zatrdi. Ampak pravno, res... A si imel, da je to tekočina, si imel, da je to? Ne. Nič. In eni dobijo, odvisno, ne vem, zdaj, kako imaš... Ne vem, Uho. Ja, kako imaš naravno. In tako da eni dobijo, eni pa ne. Mene sam ful začnejo boleti, če se ne narediš se mi pa to. Gospod Jakob, imaš kakšno vprašanje za nas? Pa ne vem, Prašaj, zdaj si tle. za vas, s čim se pa vi kaj ukvarjate? Jurček. A jaz prvi. Jaz imam službo, projektni vodja, pač podcast. In tako, in se trudim še neke svoje stvari delati. Ne. Bravo, Biznise. jaz sem vas ful, pač tako, podcast, nisem jih ful celih pogledal, sem pa ful teh izsekov pogledal, ki sem Klipov. bil, res bolan, jaz sem bil utrgan in sem rekel, fuck, viš, da jaz sem sploh dovolj tle utrgan za to. Jaz sem bolj resen, tako, športnik, ampak ja, to je mi, lej, ko se ti ene 3-4 mesece odrekaš vsemu, valjda moraš tu nekje to izenačiti, tako da mora biti vsaki malo nor na svoj način. Ne, jaz pa če ne, zdaj lik delam diplomo na Akademiji umetnosti za film. Lepa. Tako da jaz sem v filmu, na Pop TV-ju pišemo eno novo serijo, tako da v teh bolj entertainment vodah. Lepa. Veš, koliko treniram, zdaj sem spomnil. Vid Valič treniraš pri meni. O, res? Res. Ok. Ja treniram boks. Ok, Član, hudo. veš kot dobro boksa. Ja? Moraš vedeti. Zaenkrat bi lahko naredil na men trening, Jakob. Ja, komod. Se zmenili z njim. Pizda, lahko. Lahko tudi tle na obali se bomo Ja. organizirali, kaj je tako. Tle, da štrimo tle, damo vrečo in imamo tle trening. Hitimo dva tatamija po tle. A? Hitimo? To bi lahko imeli tle telovadnico. Ja? Ja. Pizda, fuck. Ne, dejansko, levo, in ja, imamo podcast in na strani zdaj me Jure prepričal boks in hudo je, ker delaš ful na sebi in tolik disciplina. Pač na koncu treninga si mrtv, ubijete, ampak si čudi dobro, si nekaj naredil. In evo, po enem mestu že vidiš malo napredka in to je vedno na boljše in tako, hudo je. Pri fitnessu ni to. Ne. Hodim na strani tudi v fitness. Oboje je dobro. Je, ampak pizda... Je boks drugače, ker je kardio. Je kardio, ne? Je zanimivo. Najboljše tako, da Kombiniraš, ja. fitness in nek Kardio. borilni šport. Po mojem top, to si zmagal. Ja. Itak tam kardio, komu se daj teč, dobro, jaz grem, ampak tako, folk ki mi... Tle na obali je dejansko zoprno za teč. Nimaš niti kam bi teč pametno. Jaz sem z Markovca. Veš, kam meni to zabito? Ali je gor, ali je dol in Ja. to mora biti ali V mora biti gor, Ljubljani, ali mora biti v dol. Samo jaz- Ljubljani se da. Ja, ama dobro, kaj bonifikat? Ne morem teči v unih krogih, V krogih, jaz, ja. stari. Jaz sem tekel okoli Rožnika, ono 10. Ja. Uno je bilo meni perfektno. Ma tle na Ja. obali me ne spraviš. Meni je sam zaradi betona, ki ful pol ti zna začeti delati ja. probleme. Ja, se boli. Če ful tečeš, ampak tako. Jaz sem tekel itak kaj iz Kopra do Izole, gor čez bolnico Markovec. V klan zgor si tako. Ja, to mi je bil glavni del. Ja, To je več. to je grave, ja. Gor Mrcina. tipo se je bruhalo in to, intenzivno. Je tle na obali, kje zdaj trenirati MMA? Mislim, da je MMA Koper še vedno. Drugače pa je v bistvu kaj, v Svetem Antonu ima Miki Ja, jiu-jitsu. ni jiu-jitsu, ja. Če ne najboljši v Sloveniji, kam kaj je za it? Ne da se hvalim, ampak v naš klub TNT Gym v Ljubljani, Črnuče, imamo pač ful dobro razdeljene te segmente boks, imamo 3 različne trenerje. Ti v bistvu učiš, torej. Jaz v bistvu delam individualne treninge, pač zato, da mi ni treba delati. Zato, ker nisem še toliko, da bi lahko res živel od tega, ampak letos, kot kaže, bom te treninge mogel dati na stran, ker je... Super. Ja, to je super, ja.
Tako da sponzorji prihajajo, kot sem rekel, nagrade te bom pobral in to je to. Nagrade bom pobral. Ja. Pač, to je ta mindset. To je zmenjeno. Ne, res. Ja. Pač, Ja, to je to. letos fiks in pol pa naprej. Itak, Pizda, navijemo zate, fuck me. svaka čast. Še posebej, ki si tle naš, to toliko bolj. Pizda, Fuck. zadnji čas se mi ni ful tle, ampak tle ne bi mogel narediti nič. Ne, se strinjam. Tle s bi tabo. bil ne vem kje, na petrolu. Je vseeno na koncu Dobro, dneva, dobre pare. pizda, Ja, ni slabo. si tle, si naš. Ja, Tako da, vedno bom. te imamo toliko Cilj, rajši. enkrat je cilj, da se vrnem pač tako sem, da se tle ono Svoj gym. ustali. Pa bom videl, če je svoj gym, kaj sem, ne bi, pač da sem trener, ne bi zdaj to cel life fural, ampak bom videl. Mislim, ja, greš v Ljubljano narediti kariero, prideš samo v pokoj. Mislim, ne greš v Ljubljano narediti kariero. No. Greš po svetu, greš. Ljubljana je bila recimo neka odskočna Tako za vse deska. pizda. Miš, da je sploh, Ja, ja. odskocna deska, to je v bistvu samo stopnička. Ker Stopnička, ja. stopnička Ja. je, ja. Za v prihodnje bom verjetno tudi v tujino mogel iti malo bolj trenirati na priprave in tako. Na Amerika. A? Imel sem opcijo Ameriko, ampak v bistvu, kar se tiče moje kategorije, imamo dovolj uno, Evropsko. v Evropi smo ful na nivoju. Tako da, Kaj pa tako lik za konec, kaj je razlika, res malo smešno vprašanje, ampak kaj loči dobrega od slabega fajterja? Ker na koncu dneva vsi isto treniraste, vsi dvakrat na dan treniraste, vsi fucking kardio, pač kako je zdaj tle en boljši kot drugi? Kaj je trener, je razlika? Kaj je Vse, verjetno. v bistvu, tvoj osebni talent, pač moč, fizika, pač kaj? v bistvu moraš biti ful uno pameten, kako trenirati. Ti lahko treniraš 3krat na dan, pa če napačno trenirati, te bo prihtel neki enkrat na dan trenirati. Ti moraš v bistvu, mislim, da je glavno, da ti si res razporediš, da narediš čim več treningov in čim večjo količin treningov in pri tem čim manj zjebeš telo. Torej, da se ti lahko čim več naučiš. Pol je ena ful pomembna stvar, fizična pripravljenost, v bistvu, ker naprimer sploh ni, lahko je zdaj en, ki je v športu ful bolj izkušen, pa pride en ful bolj fizično spreman, pa ni toliko tehničen, pa bo ta zmagal, ker pač to zdaj ful prihaja v spredje, še posebej v mojih kategorijah. To, pol moraš imeti prave ljudi okoli sebe, ki te znajo povezati, oziroma te znajo tudi kdaj zabremzati. Jaz sem dobil ful ponudb že, pa mi je trener rekel, ne, ni še ono počasi potrpežljivosti, Diha, ja. puf, in Ja, taman ja. se zdaj to odprlo. In vse res pride takrat, ko pač si spreman, oziroma vse prije v svojem času. In pol imaš še, ne vem, zadnja stvar se mi zdi, da res v bistvu moraš biti pameten, v bistvu, da se ne tepeš na agresijo in na jezo, ampak ti moraš v bistvu gledati, kako boš čim boljše prišel skozi, v bistvu analizirati in res sprejemati pametne odločitve in tako na dolgi rok in v onih delčkih sekunde. Veš, da je zanimivo slišati in vsi to pravijo, tudi ti pač fucking tepe se za living, fucking rožica si. Tako, vsi so full rožice, full tako. Dokler ni. Prijazni. Dokler ni. Ne, ampak Veš kaj, dobre volje, ki da vse so ven na une. ja, res, pol, da se mi še zunaj nekdo pojavi, kaj se rekel, dej dovolj, imam res, cel teden sem pusti me res, sorry, res, oprosti. Če jih dejansko so kakšni korajžniki pridejo zunaj, te malo... Ne, ni niso, ne. več tega. So bolj oni dosadni, veš, pijani, vsak čas, v eni sekundi 100krat roka, sem rekel, dej, sorry, ampak sem Hvala, ampak ojo, čuš. si zdaj uni, ne, ali Ja. si vzdignjen, a? Res ti pravim, da res, ko imaš tako visoke, pač to so zame cilji. Ko imaš take cilje, ti je, ne vem, en tip zunaj ti je smešen. Še zdaj, ko postane, ko res dobiva na prepoznavnosti, imaš lahko samo več minusov kot plusov. V bistvu lahko te samo nekdo poškoduje z neko steklenico, ti poreže glavo in moraš iti v bolnice, ne moreš trenirati en mesec. Ma ne to, lahko ga samo tam odlomim in pol me toži in imam probleme. Same frke. Odlom. Šte kažem. Polomijo. Ja, dobro, ampak lahko se pa tudi, ne vem, te kakšen poškoduje z Ja, nožem, lahko te pizda, kdo razumeš? štikne. Ja, stari. Pa Ampak ne ja. to bi se znal braniti, pride tip z nožem. Ja, samo tečem. Ja, Prijem drugi dan. ne bi se... Ne, ni šans. Pač vidiš, to je pametno, pač. Ja. Nimaš kaj praskati, kaj boš šel neke. Ne bi ti z Ja, nogice samo pak. Sem gledal na YouTubeu, ma ja, ne vem, ne bi ga blizu sebe, ne bi ga sploh.
Samo ni to. Veš, to moraš biti v takih krogih, moraš delati take stvari, da prijo do takšnih konfliktov. To moraš, se veš. Tako, če živiš nek normalen life in da nisi nek debil od človeka, da te folk ne mara, pač jaz se itek brigam zase, pač z vsemi se lahko pozdravim, spijem drink in me ne zanima nič drugega. Kaj pa Instagram, TikTok, to ok, furaš? TikTok imam, nekaj se malega probal objaviti, nisem nekaj aktiven, ampak Instagram zdaj pač se zavedam, koliko je zdaj pomembno pač biti prepoznaven v bistvu. Zato sem tudi danes tle, pač tudi, ker ste mi člani, ampak pomaga, na koncu dneva pač tu je pomembno ono, da te folk spozna tudi izven ringa, kletke, da ne misli ono, da smo vsi ono retardirani neki debili, razumeš, ki dobivamo samo bombe v glavu. Tako da, da vidim, da smo tu mi, ne vem, normalni, da ne vem, damo razmišljati in delati, če ne vem, druge stvari, razumeš. Gremo pa zdaj na najboljši del tega podcasta, vprašanja. Pred vsakim podcastom damo na naš Instagram vprašanje, da nas kaj vprašaste in danes so vprašali _karim.ark_. Kaj ti je bil do zdaj največji izziv v življenju? Pa v bistvu Življenje. Življenje samo. Življenje kot tako. Ne, meni je, bom nadaljeval, ampak je dejansko včeraj mi je prišla ena čudna misel na pamet, je, zakaj, veš, da moraš sploh vedeti, zakaj vsak dan živiš. Ne? Da se moraš zjutraj odločiti, zakaj boš danes živel. Kaj ni res to? In slediti nekemu cilju, nekemu pomenu. Ja, ampak po moje tudi vsak dan se moraš odločiti, kaj hočeš doseči v dan, tako, ne, veš? Mali cilji tega dneva. Ja, mali cilj, ja. Ki pelje do velikega cilja. Meni je bilo bolj tako, kaj živi, veš, kaj imamo, mi živimo zato samo, da pač živimo in mogoče kaj počnemo ali obratno. Moraš imeti nek cilj, zakaj živiš, veš, iz druge strani. Tudi cilj je samo pač živeti. Na koncu dneva. Naprimer, moraš imeti dve stvari. Imaš en smisel višji, ki pač mu slediš vsak dan, ampak vmes pa moraš tu živeti. Zdaj ne boš ti 12 ur na dan se ubijal in pol, da imaš pri 60, 70, kao zdaj pa sem to naredil. Pač moraš vmes si vzeti čas in pač jebi ga iti. Živeti, ja. Ja, moraš si privoščiti stvari, ne vem, pač, kar te pač veseli. Ja. Ne, da si stalno v eni in isti stvari, da delaš to. Si tak ni mogoče niti. Točno to, ja. No, Gregor Švab, nimam vprašanja, jaz bi samo pozdravil našo veliko legendo. Pozdrav nazaj, Gregor. Ne, to je bilo za Jureta. Ja. Tinkara _Simčič, najboljši meni v Meku. Meni prav. Meni. Jaz še zdaj naročavam dijaški meni. To lahko samo, ko si vsedni. Ja, še zdaj meni je bil najboljši uni chicken honey mustard, ki ga ni več. Kaj ni več dober. Veš, kjer je bil meni. Grilled chicken sweet chili. Fuck, enkrat so imeli en tipo bacon, pomfrit, cheese, nek ameriški. Ja, cheddar, sir. Ja, ono je sprotko, to pomislim. Ono je dobro. Anže Gruntar 4-6, kakšni so plani po PFL turnirju? Še en PFL turnir, samo ta malo jači. Okay. PFL Pro. Tega zmagam in drugo leto me čakajo pol 4 borbe, varianta International bolj ono. Skoro me čakam, da dobiš eno tipo ime, da bo nam zna, veš, da je tako neko ono ime resno. Mislim, ne resno, ne da ta niso resno, ampak da se ga že pozna. Veš, kot nasprotnika? Ja. Pa ja, sej ne vem, to moraš res prati šport. Tudi, ja, ampak za laike, veš, da mislim, da eno ime, ne vem, da prije, ne vem. Ampak nekega, tako še bolj resnega nasprotnika, da se uno res borba razvije in da se je res uno tight in da pol zmagam. Tipo ono veš, tipo Uni Silva, ali veš, te, ki veš po imenih te, ki so... Ja, Anderson Silva in te, jaz. To tako ime, da dobiš neko ono eventualno. Sej bo, samo se gradimo, lej, stopničko po stopničko in... Lega ti pa taj bil nacionalni podcast. Ko me čakam, res. Štekaš. Zaenkrat še nisem res imel enega, da bi mi neki izdržal. Si misli, da na koncu boš pri Joe Roganu? Ki on ima te UFC fighterje. Zakaj pa ne? Ja, tip je tipik. Pižda, ampak ne bo bil njegov prvi podcast. Ja, ne, to je bilo jako. Samo dobre podcaste ima tip, svakamo čast. Tip razcepa, koliko ima več kot 1200, 1300 epizod. Po 4 ure mu, ne? Ja. Tip vsak dan, ono lepo kadi cigare, se drogira z DMT-je in klepeta. Pižda, jako. Ne, full respektom pri tebi, full je nice, ki si tako ne iščeš krajšice, ne preskakuješ, pač
veš, kje si in veš, da boš tam prišel. Easy. Ja, Se ne skiraš. vse stvari morajo Tam pač... Hard work. Ja, točno to. Trust the process, veš ono. Imaš koga, ki bi šel na avto, ok? Pa hvala vsem v bistvu, ki me podpirate, mi sledite in mi pomagate na moji poti, zato ker pač sam, kot sem rekel, je ful težko uspeti in jaz bom dal vse od sebe, da damo Koper na mapo in to je to. To je to. Čak, te imamo majice, moram pokazati majice. Ola, prihajajo majice. Ola, dober dan. Štekaš, nova majica, kvalitetna, burgerji v El Toro, tu imamo svoj člani burger in kaj imamo še, Jure? Shoutout še Barberjanu, ne? Našemu barberju, Barberjan. najjači Beso. barber na obali. Član beso. Hvala, lepo, da si prišel. Da si pripetal. Svaka čast vam, res, hvala za povabilo. Držimo pesti. Nič, odlomim še 2 turnirja, pa mi lahko se spet srečamo, ne? Pizda, Why not? ko boš najjači na svetu, vabljen spet povedati, ko je Član. kaj biti na vrhu. Svaka čast. Nič, vsi en like, share, subscribe, dajte support našemu Jakobu, dajte support nam, se slišimo naslednji teden. To. Čau.